Dobro večer, prav lep pozdrav vsem in hvala, da ste danes prišli na predavanje izletov. Danes imamo četrto predavanje v 7. ciklu Pavlikovih izletov matematično vesolje. Z nami je dr. Martin Rajić, pa najprej nekaj besed o predavatelju. Martin Rajić se je po zaključeni srednji šoli upisal na študij matematike v Ljubljani, kjer je opravil vse 3 stopnje študija, diplomiral je leta 1995, nato 3 leta kasneje magistriral in leta 2006 še doktoriral. Že od leta 1994 vodi vaje različnih matematičnih predmetov, tako da je zelo izkušen pedagog, od leta 2007 dalje pa tudi predava. Zaposlen je na Univerzi v Ljubljani, dopolnilno pa tudi na Univerzi na Primorskem ter na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani. Raziskovalno pa se ukvarja s teorijo verjetnosti, natančneje z aproksimacijo z Gaussovo porazdelitvijo po Steinovi metodi. In z tega področja je napisal več znanstvenih člankov, ki so bili objavljeni v mednarodno priznanih revijah. Torej, danes nam bo en del svojega raziskovalnega dela predstavil, oziroma bolj podrobno bo predstavil Gaussovo krivuljo, kje se uporablja in kaj o njej drži in kaj morda tudi ne. Tako da hvala, Martin, da si se zval vabilo in prosim. Takole, no, lepo pozdravljeni. Torej, vidite, ne, tole je tema današnjega predavanja. Takole nekako izgleda, ne, ta zadeva. No in zdaj tukajle imenuje se po temlem možakarju, Karlu Friedrichu Gaussu. Samo v matematiki je tako ponavadi, ne, da se stvari ne imenujejo ravno po ljudeh, ki so tisto zadevo iznašali. V resnici Karl Friedrich Gauss ni odkril Gaussove krivulje. No, več o tem, kdo jo je odkril kasneje, ne. No, zdaj takole zgleda, ne, nekako ena taka osnovna oblika. Vidite, ena taka eksponentna funkcija, pa še kvadratna, pa damo minus, zato da je nekako pohlevna, ne. Če bi imeli s plusom, bi rasla, v nebo bi rasla čez vse meje, ne, tako gre pa lepo proti nič, ne. No, zdaj tukaj je še več variant, torej lahko jo raztegujemo v obe smeri, lahko jo tudi premikamo, no, tukaj je nekaj teh variant, no, in nekako osnoven namen tega predavanja vas je nekako prepričati, da Gaussova krivulja ni na mestu nekako samo zato, ker bi se temu Karlu Friedrichu Gaussu zdela tako ena fancy funkcija, ne? Ampak se dejansko so določeni mehanizmi, kjer to Gaussovo krivuljo naravno dobimo, ne? Zdaj, takole, če človek pomisli na Gaussovo krivuljo, ne? Na kaj nekako pomislite? Imate kakšno asociacijo? Ja, nekako porazdelitev, ne? Torej, ponavadi, kdor kaj uporablja statistiko, ne? Kakšni, recimo, zdravniki so dostikrat končni, ne? Pa pravijo, vaš izvid je tak pa tak, no zdaj, ampak po Gaussu spada nekako, je to nekako tako pa tako, ne? Ves čas mahajo z Gaussovo krivuljo, ne? No in zdaj do določene mere je to mahanje z Gaussovo krivuljo na mestu, ne? Zdaj vidite, tukaj imam porazdelitev, ene historične podatke. Tole je telesna višina 1382 bavarskih vojaških obveznikov iz 19. stoletja, ne? In takole približen sledi tej Gaussovi krivulji, torej, vidite, ne, največ jih je takole bilo visokih med 160 in 170 centimetrov, ne? Potem bolj skrajnih je pa seveda manj, ne? No, ampak sledi približen Gaussu, ne? Ni pa čist
Gauss. Glih, ne? No, potem še en vojaški podatek, obseg prstnega koša pri 5738 škotskih vojakih. No, in takole izgleda zadeva in tudi približno sledi Gaussovi krivulji. Ne? Potem... Kaj je bila enota tam za obseg? Tole, ja, verjetno je preračunan v centimetre, ne? Čeprav imajo Angleži so v colah 35, ja, bolj so cole, ne, bi jaz rekel. Bolj so cole tukaj, ja. Ja, to je vsem bolj malo za obseg, ne. Tako, no, potem tukajle, evo, imam pa zdaj ogromno meritev, ne, veliko več kot prej. Torej, skoraj 1 milijon meritev zračnega pritiska po svetu, ne. In vidite, ne, nekako sledi, kar dober Gaussov, je pa takole, tukaj je malo pokvarjena zadeva, ne. Torej, čeprav imamo zelo veliko meritev, vendar ni čisti Gauss, je pa približen Gauss, ne. Torej, toliko, da dobite en občutek, koliko lahko računate, koliko dobro lahko računate s tem Gaussom, ne. No, ampak zdaj imam pa tukaj še ene podatke. Torej, tole, vidite, je tečaj, včasih, vi se verjetno še spomnite, da je imela Nemčija nekoč marko, ne, nemško marko, in tukaj je, evo, gibanje nemške marke proti ameriškemu dolarju v letih od 80 do 87, takole zgleda, pač tipično so taki grafikoni precej nažagani, no, in tukajle je zdaj histogram, ne. Zdaj, torej, pogledamo, ne, koliko, recimo, dni je bila marka proti dolarju, recimo tukajle med 0,34 in 0,35, ne, in naredimo ustrezno visok stolpec, ne, in če pogledamo ta histogram, a je to, kaj je podoben Gaussu? Zdaj tako, jaz mislim, da je bistveno manj, kakor prej, ne. No, ampak zdaj tole so pa spremembe tečaja, ne, torej od danes na jutri, recimo, ne. In če pogledamo spremembe, te pa nekako sledijo Gaussovi krivulji, res, da je približen, mogoče je tukaj malo preveč ušpičena, ne. Ampak vseeno ji sledijo bistveno bolj, kakor prej tisto, ko smo imeli kar histogram tečajev samih, ne. No, potem imam tukaj še ene podatke. Tole je pa, so pa točke v svetovnem pokalu v ženskem smučanju v sezoni 2012-2013, ki jo Slovenci precej dobro pomnimo, ne. Torej, namreč tale stolpiček tukajle, ne, kaj predstavlja oziroma koga predstavlja? Torej, Tino, torej to je Tina Maze, ne, pol tole je, mislim, da Ana Feminger, pa ona je Marija Höfel-Risch, ne, no, potem je pa tukaj glavnina. No, vidite, ne, to je pa daleč od tega, da bi bilo po Gaussu, ne. No, in torej, kakor smo videli, v določenih primerih porazdelitev sledi Gaussu, saj približen, v določenih primerih pa niti slučajno, ne. In zdaj bom poskušal razložiti, kakšen mehanizem pripelje do te Gaussove porazdelitve. No, zdaj vidite,
to bom demonstriral z metom kovanca. Evo. Zdaj takole, ne, pač vržem kovanc, ne, zdaj metanje kovanca tudi nekaj tako, če hočemo, da je pošten, ne. Zdaj mora se kovanc, recimo takole ga recimo vrteti, ne, da sam pade, dobro, cifra je bila, to ni dobro, je precej kovancev pristranskih na ta način, ne. Torej, pomemben je, da se kovanc velikrat zavrti. Takole. Takole. Hop, pa ga pa recimo ustavimo. Pa pogledamo, ne. Evo, tukaj je bil pa grd, ne. Torej, mora biti en tak protokol, da je kovanc pošten, ne. Primeren. No, ampak mi bomo zdaj tukaj velikrat vrgli kovanc, torej, naredili bomo tako. Metali bomo 30 kovancev, ne? In potem bomo te 30 metov velikrat ponovili. In bomo potem risali histogram. Torej, zdaj, če vržemo 30 kovancev, potem lahko pade od 0 do 30 grbov, ne? No, in potem to velikrat ponovimo, pa bomo pogledali, kaj pride. No, evo, tukajle imam že, zdaj, ker bomo to velikrat ponovili, ne bi na kamer prišli, če bi jaz fizično metal kovanc, bomo to prepustili računalniku, ne. Torej, vidite, ne, tale zelen pravokotniček bo nekako odražal, koliko cifr pa koliko grbov je pada. Zdaj, tukajle smo na vrh piramide, ne. No, če bo padla cifra, se bo piramida pomaknila levo. Če bo padel grb, pravokotnik, ne. Če bo padel grb, se bo pravokotnik pomaknil desno. V vsakem primeru se bo pomaknil navzdol, no, in potem, ko bo 30 metov končanih, bo ta pravokotnik padel dol in potem se bo začel nov cikel in tako se bo risal histogram. No, pa pojmo najprej počas. Kole, evo, zdaj je padel grb, pa cifra, ne, pa grb, pa grb, pa grb, pa grb, pa cifra, pa grb, pa cifra in tako gremo lepo. Se malo sprehajamo, mečemo kovanc, evo, tup, in pogledamo, ne, aha, tukaj je 20, aha, zgleda, da je 21 grbov pade, ne. No, in štartamo naslednji cikel, takole, spet smo na vrh, ne, in bomo zdaj metali ta kovanc, no, pa da ne bo preveč dolg čas, pa še malo glasbe. Kadar ne vem za to, kdo šatja, vrsi v zrake grož, cifra mož, ali ti cifra padla bo, ali bo padalo mož, ali po zraku bo ostal takoj počen grož. Kadar ne vem za to, kdo šatja, vrsi v zrake grož, cifra mož, ali ti cifra padla bo, ali bo padalo mož, ali po zraku bo ostal takoj počen grož. Danes tja in jutri to nas pelje pot, posto življenje. Spet in spet se križa pot, a ti ne veš, nekam nekod. Na razpotju veš, ostal boš sam, greš in greš in greš, a kdo ve kam, greš in greš in greš, a kdo ve kod gre prava pot. Kadar ne veš za pot, drugda šaljača, vrsi v zrak in grož, prehopla cifra mož, ali ti cifra padla bo, ali bo padal mož,
zraku bo ostal ta tvoj poček grož. Kadar me peca pod ruka šatja, a če vrsi v zrake grož. Nehodna cifra mož, a ti cifra padla bo, albo padla mož, ali pa v zraku bo ostal ta tvoj poček grož. Danes tja in jutri to nas pelje pot skozi to življenje. Spet in spet se križa pot, a ti ne veš, nekam nekoč. Na razpotju veš, postal boš sam, greš in greš in greš, a kdo ve kam, greš in greš in greš, a kdo ve kod gre prava pot. Kadar me peca pod ruka šatja, a če vrsi v zrake grož. Nehodna cifra mož, a ti cifra padla bo, albo padal mož, ali pa v zraku bo ostal ta tvoj poček grož. Kadar me peca pod ruka šatja, a če vrsi v zrake grož. Nehodna cifra mož, a ti cifra padla bo, albo padal mož, ali pa v zraku bo ostal ta tvoj poček grož. Kadar me peca pod ruka šatja, a če vrsi v zrake grož. Nehodna cifra mož, a ti cifra padla bo, albo padal mož, ali pa v zraku bo ostal ta tvoj poček grož. Takole, evo, tole je pred leti pel Ivo Mojzer. Tako, pa upam, da me ne bo kdo prijavil zaradi nepooblaščenega predvajanja. No, tako, ne? Zdaj pa, da vidimo, kaj se je zgodilo, ne? Med tem, ko se je ta popevka predvajala. Torej, nekaj je ratalo, ne? Samo to, kar je ratalo, nekako ni še nič podoben kakšnemu Gaussu. Ampak je treba biti potrpežljiv, ne? Ta Gauss ne rata kar tako hiter. No, zdaj tukajle smo uspeli nekako 34krat vršiti po 30 kovancev, ne? Zdaj tukajle tale računalnik je bolj počasen, no bom jaz tukajle kar preskočil na 50, no po 50 paketih, po 50 30-tericah se mogoče že malo bolj kaže tale naš Gauss, ne? Potem gremo naprej, ne? Zdaj bom tole malo pospešil. Torej, tukaj je zdaj 51. izvedba, ne? In zdaj pa, ko smo prej metali vsak kovanc posebej, zdaj bomo pa kar vse hkrati, ne? Pa da vidimo, kaj bo ratalo. No, tole bo zdaj brez spremljave, ne? Ampak bo bistveno hitrej. Vidite, takole. Še malo, še malo, še malo, še malo. Tako, evo, vidite, 300krat po 30 metrov. Evo, pa lahko že slutimo nekak Gaussa, ne? No, zdaj tukajle vam bom pokazal tole dobimo simulacijo, če 10.000krat vržemo po 30 kovancev. Je še malo bolj podobno Gaussu. No, in zdaj, če pa neskončnokrat vržemo, ne, dobimo pa verjetnostno porazdelitev, ne. Torej, tale histogram tukaj, vidite, je malo lepši. No, tale pa, torej tukaj pač tole so napake, ene zaokrožitvene napake, na katere nisem pazil. No, torej, to tukaj je pa verjetnostna porazdelitev
30 metov poštenega kovanca. Ne? Torej, vidite, če 30krat vržemo kovanc, bo z verjetnostjo približno 15% padlo točno 15 grbov in 15 cifr. Ne? Potem recimo z verjetnostjo približno 3% bo padlo pa 20 grbov in 10 cifr. Torej, tako porazdelitev dobimo in ta porazdelitev ni čist Gaussova, ne? Je pa podobna Gaussovi. Ne? No, zdaj, če namesto da kovanc vržemo 30krat, recimo, če ga vržemo 100krat, dobimo pa nekaj, kar je že bolj podobno Gaussu. Ne? In zdaj tukaj, glede na tele histograme, obstaja sum, ne, da če velikrat vržemo pošten kovanc, pa pogledamo verjetnosti za števila grbov, da bodo te verjetnosti sledile Gaussovi krivulji. Ne? No, in zdaj vam bom jaz tukaj poskusil to nekako pojasniti. Zdaj bom pa jaz tole kar izklopil. Hop, evo. Takole. Samo enkrat se izklopa. Kako? Powering off. Press power key to cancel. Ok. Takole pa bom tole dvignil. Tam je na mizi, ki si kalo. Zelo daljinc. Daljinc. Ja, samo... Bel je, bel. Bel daljinc. Evo. Remote. Takole. Tole gre pač po polžje, no pa bo že sej, bo samo enkrat bom dignil, pa potem spet spustil, tako da, ampak tukaj je res premalo table, da bi... Takole, ja. Torej, tako za določene stvari se mi zdi bolj, da se pišejo, kakor pa, da so na tehleh prosojencah, ker vsaka zadeva, tukaj da se vstav. No, torej tako. Pač naš poskus gleda tako, da nakrat vržemo pošten kovanec. Takole, ne? No, in naj bo G število grbov, ki padejo. No, in to je nekaj, čemer v teoriji verjetnosti pravimo slučajna spremenljivka. Ne? In zdaj pač, kolikšna je verjetnost, da pade natanko mali grbov. No, zdaj po klasični teoriji verjetnosti je to seveda število izidov, kjer pade natanko G grbov, deljeno s številom vseh izidov. To je bilo zdaj z besedo, no zdaj pa s formulo. Takole, ne? Tole bomo s formulo označili takole. Pn od veliki G je mali G. Takole. No, zdaj desna stran. Zdaj število vseh izidov, ne? Pač izidi so vsa možna zaporedja, dolžine n, cifra ali pa grb, se pravi jih je 2 na n. 2 krat 2 krat 2 krat 2 in tako naprej. No, koliko jih je pa ugodnih? Jih je pa, to se pa označi z binomskim simbolom, n nad g. Ne? Zdaj, tale n nad g, ne? To je takole, ne? Pogledamo, recimo, da se postavimo v vlogo Boga, ne? In da
Bog se odloči, da bo točno mali G grbov, ne? Zdaj se mora pa še odločiti, kje bodo ti grbi. Ne? In potem za prvega ima n možnosti, ne? Potem za drugega ima n minus 1 možnosti in tako naprej. Ne? Za ta zadnjega ima n minus g plus 1 možnosti. No, ampak te grbi so vsi med seboj enaki, zato po g faktorsko izidov sovpade. Takole, ne? No, in to je tudi enako n faktorsko ulomljeno z g faktorsko, n minus g faktorsko. Takole, ne? Torej, to je zdaj verjetnost, da pade natanko g grbov. No, zdaj ena varianta, da se izpele, ena varianta izpeljave, da je to podoben Gaussu, zdaj tukaj iz te formule ni očitno, da to sledi kakšnemu Gaussu, ne? Je seveda, da uporabimo za tole faktorielo Stirlingov obrazec, ne? Pač faktoriela, ne? K faktorsko 1 krat 2 krat 3 in tako naprej krat k. Obstaja dober približen obrazec za velike K, ampak mi ne bomo šli na ta način, ker se da drugačen je za moj okus bolj nazorno. Torej, takole pogledamo, ne? Pogledamo kvocijent dveh zaporednih verjetnosti. Takole. Torej, verjetnost, da je padlo g grbov, deljeno z verjetnostjo, da je padlo g minus 1 grbov. Ne? No, zdaj to je seveda enako, ne? Tukaj dobimo ene blazne dvojne ulomke, n faktorsko ulomljeno z 2 na n, g faktorsko n minus g faktorsko, tukaj je n faktorsko ulomljeno z 2 na n, g minus 1 faktorsko, n minus g plus 1 faktorsko. Takole, ne? Evo. No, in zdaj se seveda precej pokrajša tukaj, ne? Tako da imamo tukaj g minus 1 faktorsko, n minus g plus 1 faktorsko, pa tukaj g faktorsko, n minus g faktorsko. Tako, ne? No, zdaj pa upoštevamo tele faktorijele, ne? Če primerjamo g minus 1 faktorsko pa g faktorsko, vidimo, da je tale za faktor g večji od tega, ne? Se pravi, ko to pokrajšamo, ostane v imenovalcu g, ne? No, zdaj pa primerjamo še to dvoje, ne? Tukaj imamo pa n minus g plus 1 in ta faktor n minus g plus 1 bo tisti, ki je več, ki ga tukaj ni, ne? Se pravi, bo tukaj n minus g plus 1. Tako, no, in to je pa ena dosti preprosta zadeva. No, zdaj bomo zadevo še malo poenostavili. Bomo privzeli, da je n sod. Tudi če je na lih se da izpeljati, ampak recimo, da je n je 2m. Pa še tole bomo postavili, ne bo g je m plus d. Torej, a vidite, m je nekako pričakovano število grbov, ne? Potem pa pogledamo, koliko se število grbov razlikuje od pričakovanega, ne? To je zdaj ta d. No, in gremo računati, ne? Torej, P2m od g je m plus d, deljeno s P2m od g je m plus d minus 1. To je zdaj enako, ko poračunamo, m minus d plus 1 deljeno z m plus d. Takole. Torej, to pride. No, in zdaj pa zadeva se v resnici odvija
precej okrog tega meja. Ne? Torej, tipično ni tako, recimo, pri velikih mejih je verjetnost, da bo število grbov recimo 3 polovice že zelo majhna. Ne? Torej, ta D bo majhen v primerjavi z mejo. Vse se tam dogaja. No, in se splača potem deliti z M. In dobimo 1 minus D minus 1 ulomljeno z M, ulomljeno z 1 plus D ulomljeno z M. Tako. No, zdaj pa to aproksimiramo z eksponentno funkcijo. Torej, če je x majhen, potem je ta 1 plus x približen 1x. Torej, jaz sem se, ko sem gledal eksponentno funkcijo, sem se ves čas sprašal, pa zakaj za vraga je glih ta trapasta osnova 2,71828 in tako naprej. Ne? Zakaj je to glih tista ta najbolj naravna osnova, ne pa recimo 10 ali pa 2. Ne? In razlog je v tem, ne? Da velja tale lepa aproksimacija. Če vzamemo kakšno drugo osnovo, dobimo tukaj en dodaten faktor. Ne? Torej, eksponentna funkcija, ta naravna, ne? Zdaj tukaj jo nisem z računalnikom narisal, ne? Ta se najbolj prilega takole linearni funkciji s termino 1. Ne? Torej, se dotika. Ne? No, evo ga. No, tukaj moram zdaj približen enačaj napisati. Tako. Se pravi, je to približen 1 minus D minus 1 z M deljeno z 1 D z M. No, in tole še malo skupaj poberemo, pa dobimo 1 minus 2D minus 1 deljeno z M. Tako. Zdaj pa zdaj se pa mi lotimo tega razmerja. P2M od G je M plus D deljeno s P2M od G je M. Zdaj vidite, to razmerje lahko dobimo iz teh razmerij, tako da jih množimo za zaporedne D-je. Ne? Torej, dobimo, da je približno enako 1 minus 2 krat 1 minus 1 z M minus 2 krat 2 minus 1 z M in tako naprej. Ne? Tukaj 2 krat D minus 1 z M. No, zdaj tole je 1 minus 1 z M, pa dobimo glih vsoto vseh lihih števil do 2D minus 1. No, koliko pa je ta vsota enaka? Torej, ta vsota je pa točno kvadrat števila D. Ne? Torej, to je točno 1 minus D kvadrat deljeno z M. Ne? Tako vzamemo recimo en kvadrat, ne? Pa za eno večji kvadrat, ne? Recimo takole. Pa pogledamo tukaj, koliko je razlika, ne? Pa vidimo, da je glih 2D minus 1, ne? Torej kvadrat stranico D, pa kvadrat stranico D minus 1, pa pogledamo, preštejemo, koliko je tukaj kvadratkov, ne? Tukaj jih je D minus 1, tukaj je D minus 1, tukaj je 1, ne? Pa je 2D minus 1, ne? Tako. No, in tukaj, vidite, je prvi trenutek, ko zaslutimo Gaussa. Ne? Torej, pri Gaussu smo imeli nekako 1 minus x kvadrat. Ne? In tukaj imamo že vse te sestavine. Imamo eksponentno funkcijo, imamo tukaj minus in imamo tukaj kvadrat. In iz te izpeljave se točno vidi, odkot te sestavine pridejo.
Ne? Torej, eksponentna funkcija pride od tele aproksimacije, torej pač se izkaže, če množimo ena števila, ki so bliz 1, potem je ta aproksimacija na mestu. No, kvadrat pride pa od vsote aritmetičnega zaporedja. Ne? Torej, od tod pride ta funkcija, ki nastopa v Gaussovi krivulji. Tako. No, torej, zdaj vidite, kaj smo videli. Videli smo to. Da je P2M od G je M plus D približno enako P2M od G je M krat E na minus D kvadrat deljeno z M. No, zdaj to velja za pozitivne in za negativne D, ne, ker zadeva je simetrična. Jo je bilo dovolj izpeljati za pozitivne. No, in zdaj da se pa dobiti tudi tole verjetnost. Ne? Torej, zdaj imamo samo razmerje verjetnosti za enkrat. Ne? Ampak to verjetnost se pa da dobiti iz dejstva, da je vsota vseh možnih verjetnosti pa enaka 1. Ne? Torej, mi vemo tole, ne, vsota, ko gre D od minus M do M, ne, to so vse možne vrednosti za D, P2 M od G je M plus D, to je 1. Ne? To vemo. No, in potem se izkaže, zdaj od tod sledi. Zdaj tukaj smemo to vsoto zamenjati z vsoto od minus neskončno do neskončno, ker za skrajne vrednosti gre tako vse zelo hitro proti nič. Takole P2M od G je M krat E na minus D kvadrat deljeno z M, to je približno 1. To je res, ne? No, pa če tole malo izpostavimo. Ne, tukaj sem zdaj vstavil noter. Ne? Tako. No, in zdaj, če tole izpostavimo, P2M od G je M krat vsota. Takole, E na minus, pa še tole malo drugače napišemo, tako da bo res tisto E na minus nekaj na kvadrat. Ne? Takole, torej, to je približno 1. Takole, ne? No, pa še nekaj bom tukaj, da si prvošel. Torej, tukaj bom dodal faktor koren iz M, tukaj moram pa zdaj deliti s koren iz M. Tako, vidite. Zdaj, zakaj sem pa to storil? Ne? Zato, ker imamo tukaj D deljeno s koren iz M. Ne? Zdaj, če mi narišemo krivuljo y je E na minus x kvadrat. Ne? Pač takole izgleda približno, to, kar pa z roko lahko narišem. No, tale sumant, ne? Tole tukajle. Torej, tole zeleno tukaj, to je ploščina, približno ploščina po to krivuljo v resnici višina stolpca. Ne? Takole, ploščina stolpca, no, tako bom rekel. To je ploščina tegale stolpca, pri čemer je tukajle je D deljeno s koren iz M, je pač koordinata x, ne, vrednost
argument, okrog katerega se tole suče. No, potem širina je 1 deljeno s koren iz m, višina je pa to. Ne? Torej, to je ploščina tega stolpca. Zdaj, večji kot je m, bolj se bo tole prilegalo. Ne? Torej, pri velikih m bo to približno ploščina pod tem odsečkom tele krivulje. Ne? Zdaj, kaj bo pa potem ta vsota približno, kot bo pa to? Torej to bo pa seveda približno ploščina pod celo krivuljo. Y je 1 minus x kvadrat. Tako, ne? No, in zdaj ta ploščina, zdaj kdor pač ta ploščina je pa integral, ne? No, in za ta integral je pa znano, da je enak korenu iz pi. Tako, in vidite, kaj je ratalo. Ratalo je to, da pač ta verjetnost 2m, da je g je m, je približen 1 deljeno s koren iz pi krat m. Ne? In torej je tale verjetnost, da je g je m plus d, približen 1 deljeno s koren iz pi krat m, krat 1 minus d kvadrat deljeno z m. No, in ta približen obrazec velja tudi za lihem n. Zdaj, tukaj je n je 2m, ne? Torej pn od g, tole velja, je n polovic plus d, moram zdaj pisati. Tukaj dobimo koren iz 2, ulomljeno s pi krat n, tukaj imamo pa 1 minus 2d kvadrat deljeno z n. Tako, ne? Oziroma, če še drugače zapišemo, torej, PN, to bom pa zdaj semle napisal, ker tukaj bom počasi spet prižgal tale projektor, takole, upam, da bo zalaufal. Torej, G je G, je približen koren iz 2 ulomljeno z n krat pi, 1 minus 2g minus n polovic na kvadrat, deljeno z n. Tole pride, ne? No, vidite, in to tukaj je matematičen razlog, zakaj ta zadeva sledi Gaussovi krivulji, torej verjetnostna porazdelitev, če vržemo toliko in toliko kovancev. Če vržemo veliko kovancev, potem, če pogledamo verjetnostno porazdelitev, dobi obliko Gaussove krivulje in se lahko potem na podlagi tega tudi približno zračuna. Ne? Takole. Evo ga. No, no, tukaj je glavnina porazdelitve, ne, prej tukaj se vidi, ne, da se zadeva odvija v okolici, bolj ali manj v okolici tele pričakovane vrednosti. In tukaj se tudi vidi približno v kakšni okolici, ne? Ker če pogledamo, kdaj gre tole proti nič, ne? Če pogledamo, kdaj je recimo tole enako 1, ne? Kadar je d kvadrat enako n, se pravi, pri d je koren iz n, ne? Tako recimo se pravi širina
tega zvona bo reda velikosti koren iz n. Ne? Cel obseg je pa n. Ne? Tako. No, zdaj to zadevo tukaj zgleda, da je prvi pogruntal tale možakar, Abraham de Moivre. To je bil Francoz, ki je pa moral zaradi verskih razlogov pobegati v Anglijo in je tam deloval in je potem napisal knjigo The Doctrine of Chances. In tam v kasnejših, je bilo več izdaj, v kasnejših izdajah te knjige je tole zajeto. No, ampak zadeva je še boljša. Ne velja samo za pošten kovanec, velja tudi za nepošten kovanec. Samo mečken slabši. No, tukaj za nepošten kovanec je pa menda to posplošil. Tale možakar, Pierre Simon de Laplace. No, in zdaj, če pogledamo, vidite 100 metrov nepoštenega kovanca, evo, to sledi Gaussovi krivulji. Pa na drugo stran je simetrično, tukaj je verjetnost grba 0,9, prej bila 0,1. No, zadeva je pa še splošnejša. Zdaj, vidite, prej, ko sem kazal tole, ker se je pesem vrtela, pa je tisti kvadratek potoval, malo levo, malo desno. Zdaj, tukaj je šel, ali za eno levo, ali za eno desno. Lahko si pa mislimo, da ne gre nujno za eno levo, za eno desno, lahko gre pač za določeno število enot levo ali pa desno z določenimi verjetnostmi. Torej imamo eno določeno porazdelitev in se v skladu s to porazdelitvijo pomakne. Recimo z določeno verjetnostjo gre takole, z določeno takole, z določeno takole, z določeno takole. In potem to ponavljamo. Torej seštevamo te prispevke. In tale je bil eden izmed tistih, ki so prispevali k odkritju tega, da zadeva tudi v tem primeru pod določenimi pogoji začne slediti Gaussu. No, zdaj recimo tukaj, če pogledamo pošteno kocko. Torej pri pošteni kocki pade vsako število pik z enako verjetnostjo. Zdaj, če vržemo dve kocki, dobimo takole porazdelitev za dve neodvisni kocki. No, če vržemo 30 kock, dobimo nekaj, kar je zelo veliko natančnostjo, kar je zelo, zelo podobno Gaussu, zelo, zelo sledi Gaussu. No, zdaj, če vzamemo pa malo gršo porazdelitev, pa začne malo kasneje slediti Gaussu. Tukaj se recimo predstavljamo enega igralca, ki kupi žeton. Zdaj, z verjetnostjo pol zgubi, igralnica ta žeton požre, z verjetnostjo malo manj kot pol dobi ta žeton nazaj, pa je na ničli. No, z določeno verjetnostjo, majhno verjetnostjo 5%, dobi pa 10 žetonov, tako da je 9 žetonov v plusu. In zdaj ta naš igralec odigra veliko iger. No, in tukaj bo pokazano, kako zgleda porazdelitev po določenem številu iger. Vidite, če odigra 10 iger, bo porazdelitev taka. Vidite, tukaj nekako dominira tole, kolikrat je 10 žetonov zaslužil. No, če odigra še več iger, se pa to malo stopi. No, kje pa je zdaj? Evo, tukaj je po 50 igrah, vidite, dobimo takole porazdelitev. Po 100 igrah dobimo takole porazdelitev. In po 500 igrah dobimo pa že praktično Gaussa. Ja, igra je seveda tako naštimana, da počas leze v minus. Torej, tako so ponavadi naštimane igre, da igralec ne čuti glih zelo tega minusa, oziroma ne čuti ga takoj na prvo žogo, ker drugače ne bi nobeden igral. Torej,
morajo malo varati, ampak seveda na dolg rok bo pa igralnica seveda zaslužila zelo veliko verjetnostjo, ne, pač lepo počas, ne, takole. No, vidite, torej, če povzamem, kdaj pride do Gaussove porazdelitve, ne? Torej, Gaussova porazdelitev ima količina, Gaussova porazdelitev ima količina, ki je dobljena kot vsota, kot rezultat, ali pa rezultanta, bi rekel, velik neodvisnih vplivov, ki se med seboj seštevajo. Pa nobeden ne sme biti preveč izražen. Torej, v tem primeru dobimo Gaussovo porazdelitev. Zdaj, vidite, ko smo imeli prej vreme, ne, zgleda, da smo videli, da je Gaussova porazdelitev majčkeno pokvarjena, ne. Zgleda, da je pač en večji vpliv na ta tlak, ne, na pritisk, ki je pač malo pokvaril to Gaussovo porazdelitev. Potem je pa še veliko manjših vplivov, ne, ki je pa naredilo porazdelitev, ki so pa naredili porazdelitev približno Gaussovo, ne. Tako, medtem ko pri smučarkah pa očitno na točke, ne, se točke ne nastajajo tako, ne, da bi bilo veliko neodvisnih vplivov, ki bi se med seboj seštevali, pa bi ta vpliv bi dal točko gor, ta vpliv bi dal točko dol, ne. Se na vse zadnje zmaga, recimo, prinese koliko 100 točk ali nekaj takega, ne. In to zagotovo ni majhen vpliv, ne. Tako da zaradi tega pa pri smučarkah ne dobimo Gaussove porazdelitve. No, zdaj mogoče še majčkeno o tem, kako računamo s to Gaussovo porazdelitvijo. Zdaj v verjetnosti imamo eno tako kanonično obliko, standardno normalno porazdelitev, ne. V bistvu je bolj korektno reči normalno porazdelitev kot Gaussova, ker je Gauss ni odkril, ne. Je pa res, da je precej delal z njo in pač dognal nekaj pomembnih rezultatov na osnovi te porazdelitve, ne. Torej, če je zadeva porazdeljena standardno normalno, tukaj manjka še en faktor, ena vlomljenost koren iz 2pi, da bi bila ploščina 1, ne. Torej, takole, ne, tukaj, kako zračunati recimo verjetnost, da dobimo manj kot nekaj, ne, manj kot x. To je ena funkcija, ki ji rečemo Gaussov verjetnostni integral in ni elementarna, je transcendentna, se pa da tabelirati takole, ne. In obstaja več variant tega fija, tako da tukaj je fi od nič, je nič v tej različici, fi od napačno sem dal. Bom dal pa tukaj lahko dam reload, se ne sklada sliko. Evo, fi od nič je 0,5, tako, ker pač verjetnost, da smo na levi strani, ne, je glih pol, ne, ker je porazdelitev simetrična in potem gre lepo proti 1, ne. Tako, zdaj seveda, če hočemo dobiti intervalsko verjetnost, moramo odšteti fi od b minus fi od a. No, zdaj pri splošni normalni porazdelitvi, ki je malo premaknjena pa raztegnjena, imamo tukaj dva parametra, mi jo rečemo pričakovana vrednost, in sigmi rečemo standardni odklon. In pač najprej moramo to dvoje poznati, ne, torej, če vemo, da je porazdelitev Gaussova, če hočemo zračunati verjetnosti, moramo poznati tole pričakovano vrednost, pa standardni odklon. V statistiki jih ponavadi ocenimo iz podatkov, ne, in potem, ko imamo enkrat to, pa vstavimo ustrezno funkcijo fi in zadevo zračunamo
tukaj spet manjka faktor, ne? Torej moralo bi biti what a mistake to make ena deljeno sigma koren iz 2pi ena minus x minus mi na kvadrat deljeno z 2 sigma kvadrat. Torej, ta koren iz pi je tista ploščina pod ena minus x kvadrat. Ne? Tako. No, in zdaj za konc še, če imamo omejene podatke, ne, pa hočemo videti, koliko je porazdelitev približen daleč od Gaussove. Ena varianta je, da narišemo histogram. Ne. No, ampak je še več drugih variant. Ne, in tukaj vam bom pokazal še eno tako fancy varianto. In tej se reče primerjalni kvantilni grafikon. Oziroma bolj popularno je to QQ grafikon. QQ plot po angleško. No, in kako ga dobimo? Najprej podatke uredimo po velikosti. Torej, y so vrednosti, ki jih imamo. Recimo, da jih je n. No, in potem za vsak podatek narišemo eno točko v koordinatnem sistemu. No, samo vrednost nanesemo recimo na os y. Ne? No, na os x pa nanesemo ustrezno vrednost, ki bi pripadala normalni porazdelitvi. Ne? Zdaj tole tukaj, r deljeno z n plus 1. Ne? To je približen delež podatkov, ki so manjši ali pa enaki, ali pa morda enaki yr. Vzamemo pač n plus 1 namesto n. Tako, pač nekaj vmes med r deljeno z n in r minus 1 deljeno z n. Tako, in potem zračunamo fi na minus 1 od tega. Se pravi, dobimo ustrezno vrednost normalne spremenljivke, tako, ne, da je verjetnost, da je zadeva manjša, ne, da je normalna slučajna spremenljivka manjša od te vrednosti, da je točno r deljeno z n plus 1. Torej, to nanesemo za vsak podatek. Tako. No, zdaj recimo, če imamo tukajle recimo ene podatke, no, pa ne ostane tako. Torej, vidite, 20 minus 10, 5, 5 in tako naprej. Tako, ne? Torej, minus 20, minus... Torej, minus 20, to je zdaj yr, ne? Pa minus 10, pa potem imamo 5, pa 5, ne? No, podatkov je 9. Ne? 9 jih je pa zato, ker da je lažje deliti z n plus 1, ne? Se pravi z 10. Ne? Se pravi, tukaj r deljeno z n plus 1 bo v tem primeru 1/10. No, in potem moramo tukaj izračunati, vidite, fi na minus 1 od 1/10, kar je isto, kot minus fi na minus 1 od 9/10. Zdaj, za verjetnosti, ki so manj kot pol, moramo iz tega druge formule računati. Ne? No, in zdaj pogledamo, ne, fi od koliko je 9/10, pa pogledamo, aha, kje v tej tabeli je 0,9. 0,9 pa vidimo, da je 0,9 pa vidimo, da je tukaj le približen, ne? Tukaj imamo 8,997, 1,28, ne? Pa minus moramo vzeti. Torej, aha, tole sem malo narobe naredil, tole moram dvigati, ker nisem črte narisal, fi na minus 1 od 1/10,
kar je minus fina minus 1 od 9/10. Tako, in tukaj je minus 1,28. Ne? Pa recimo tukaj za 2/10, pogledamo, kje je zdaj tukaj 0,8, pa vidimo, tukaj 0,84. Pa je tukaj minus 0,84. Ne? In tako nadaljujemo in ko to narišemo, dobimo to. Ne? Vidite, tole je vrednost minus 20, tukaj je pa ta minus 1,28, ne? Pa tukaj je minus 10, pa minus 0,84. No, in po razdelitev je toliko bližji normalni, kolikor bolj se tale grafikon prilega neki premici. No, in tukaj, če se vrnemo recimo na tele škotske vojake, ne, tole je histogram. Tole je pa primerjalni kvantilni grafikon, QQ grafikon. Vidite, tukaj imamo precej pik skupaj, ne. To je zaradi, in so pa takole razvlečene v črte, ne. To je zaradi zaokrožitev, ne. Ampak, če pogledamo celotno sliko, zelo dobro sledi premici, ne. Pa recimo tale telesna višina bavarskih vojaških obveznikov zgleda tukaj malo sumljiva, ne, takole malo, zgleda ni čisto simetrično, ne. Ampak, če pogledamo tale primerjalni kvantilni grafikon, pa kar dobro sledi premici, ne. In je to ponavadi bolj relevantno, ne. Včasih pa najdemo tudi kaj, kar zgleda približno kot Gauss, ne, pa dobimo primerjalni kvantilni grafikon. Mi je zmanjkalo časa, da bi še kakšen tak primer narisal. Dobimo pa primerjalni kvantilni grafikon, recimo nekaj takega, ne. Pa ni potem toliko zelo idealno Gaussovo, ne. Zdaj, pri teh skrajnih vrednostih zmeraj pride do odstopanj, ne. Ampak tole je kar dobro. Tako, nič, s tem bi jaz zaključil. Torej, prav lepa hvala za pozornost. Čas imamo za vprašanje, diskusijo. Še kaj? Primerjali z Gaussom? Mogoče na tako naivno vprašanje, ravno tale telesna višina pa vseh telesnega koša, obstaja kakšna intuitivna razlaga, zakaj Gauss? Ja, človek bi čist tako rekel, imamo določen vpliv genov, pa genov je več, ne, ki vplivajo na višino, potem je recimo, ne vem, potek nosečnosti mogoče, potem je recimo prehranjenost, ne, in to so vse zgledali, vsak od teh dejavnikov majčkeno prispeva, ne, in zgleda, da se približno seštejejo med sabo. Speljeno vprašanje industrije se predvsej uporabljajo statistiki Gaussov krivulj, štartamo z tega, da je več ali manj naravno razporejeno, ne, nam je lažje računati. Nokia je pred leti, prav pokojna Nokia, ne, vrgla na trg novo metodo, ki jo je imenovala 6 sigma. Če bi mogoče znali razložiti malo, pa znali kaj več povedati o temu, odkot se je pojavil ta pojem 6 sigma in za kakšno distribucijo gre? Ja, veste kako, ne? Sej, jaz sicer te metode 6 sigma ne poznam glih, ne? Ampak kar je pa dejstvo, neizpodbitno dejstvo, vam bom pokazal tukajle. Tegale moram pa tegale, pa na začetek moram iti. Takole. Tako. Torej, tale Gaussova krivulja gre zelo hitro proti nič. Ne? Zdaj, tukaj je sicer e na minus x kvadrat, tako da sigma tukaj ne bo pri 1, sigma bo tukaj, nekje tukaj bo sigma. Ne? No, ampak, če pogledamo pa 6 sigma, ne?
Torej, zunaj povprečja plus minus 6 sigma se praktično nič ne dogaja. V resnici 68% porazdelitve, normalne, se nahaja znotraj enega sigme. Potem približno 95% porazdelitve se nahaja znotraj dveh sigm. In več kot 99, mislim, da 99,7% porazdelitve se nahaja znotraj treh sigm. Mislite plus minus? Plus minus, ja, tako. Mi plus minus 3 sigma. Ne? Od mi minus 3 sigma do mi plus 3 sigma. Tukaj, ne vem, če vidite, bom malo povečal. Takole. Ups. Mogoče takole. Tukaj obstaja en približen obrazec. Ne? Torej, to je verjetnost približna, da presežemo x krat sigma. Ne? Mi plus x krat sigma. Tako, ne? In če pogledate, tukaj imamo spet tale eksponenten faktor s kvadratom. Torej, to gre strašen hiter proti nič. Torej, če mi najdemo kakšno vrednost, ki odstopa za 6 sigma, potem porazdelitev skoraj gotovo ni normalna. Se pravi, na podlagi tega, torej 6 sigma je v tipičnih okoliščinah nekaj, kar se reče velik odklon. Ne? In to je prav posebna teorija velikih odklonov. In ta metoda 6 sigma zgleda temelji na teh velikih odklonih. Ne? Da ni več vprašanj, tako da še enkrat hvala. Še enkrat hvala lepa. Hvala. In vsi skupaj povabljeni najprej na naslednje predavanje izletov 16. marca v okviru tedna univerze, bo da čez 5 tednov, kar bo predaval dr. Primož Kraba na predavanje z naslovom Geometrija podatkov, tako da smo pogledali, kako lahko z geometrijskega vidika razumemo velike količine podatkov. In zdaj za konec pa še povabljeni tukaj sosednjo sobo, sok in študijske. Hvala.